Dajmo si pogledati tole mojo napoved, kako se je izšla. Torej, Janez Janša, njega sem videla, da mu je nekdo dal nož na hrbet, na križ, ampak je Janez to še pravi čas videl, se je temu nekako uprl. In potem sem ga videla, kako je šel na nek fotelj, tam sedel, bral knjigo, kadil cigaro in čakal, ne, ure tiktakala. Zdaj, to, kar sem jaz opazila v tem tednu. Jaz bi rekla, da tale nož, ki ga je dobil na križ, je v bistvu bil nož od Nataše Pirc Musar, ko je rekla tole. Si pa seveda ne želim nekoga, ki je s tujimi akterji poskušal vplivati na slovenske volitve, da bi tak posameznik sestavljal vlado. Moje stališče je jasno. To, kar je ona rekla, se meni zdi tako zelo glupo. Pač to, da reče predsednica države, se mi zdi bolestno. Ampak zakaj? Zato, ker za to, da je Janez Janša dejansko sodeloval pri teh prisluhih, najel Black Cube in vse to, zato še ne obstajajo realni dokazi. In ja, vem, da so prišli ven ta teden, ampak jaz tem dokazom ne verjamem. Zame te dokazi niso nedvoumni, ampak so zelo dvoumni. Nekako pač jaz Sovi ne zaupam, ker imam občutek, da je Sova dejansko del te mafije, podzemne, ne, temnih sil, ki v bistvu upravljajo vse to skupaj in ne verjamem tem dokazom. Hkrati se mi zdijo tudi malček glupi te dokazi. Ker poglejmo, kaj je rekel Janez Janša, ampak to mislim, da je rekel v četrtek 26. marca, se pravi že malo prej. Dam enak predlog, kot sem ga dal na nacionalni televiziji. Organizirajte razpravo, objavite vse te prisluhe z slovenskimi podnapisi. Doslej je bilo to objavljeno, mislim, da kokrat 5% vsega tega. Povabite gospoda Goloba, Vojka Volka, lahko tudi gospoda Kadivnika, pa še pomočnico Niko Kovač, pa sem jaz sam, pa se lahko o vseh teh stvareh pogovorimo. Ampak zakaj recimo ne poveste, ker Sova pravi, da ima dokazane, da so bili tam 3 predstavniki tega podjetja, vi pravite, da ste se pogovarjali samo z enim. Z veseljem čakam te dokaze. Jaz sem se pogovarjal samo z enim, pa to ni bil predstavnik tega podjetja. To je že res, to ste zelo spreten spin delate, ampak oni Sova pravi, da so bili tam 3 predstavniki na sedežu vaše stranke. Samo to me zanima. So bili ali niso bili? Ne delam jaz tega spina. So bili 3 predstavniki na sedežu vaše stranke, kot trdi Sova, tega podjetja Black Cube ali ne? Ko bo Sova pokazala dokaze, on to komentira. Dobro. Tle je dal jasno vedeti, da se on s temi ni dobil in da z veseljem čaka te dokaze. Nekdo, ki z veseljem čaka dokaze, reče to zakaj? Zato, ker ve, da teh dokazov ni. In dejansko se strinjam s tem, da tako podjetje, kot je Black Cube, ne pušča sledi in iz tega vidika ne bi oni šli v Slovenijo in na Trstenjakovo. Ne bi šli, če bi oni to počeli. Poleg tega, Black Cube se ne ukvarja s politiko, ampak se ukvarja s podjetji, ker se dogajajo pač kakšne tele, ne korupcije, ampak nekaj drugega, ali pa možno tudi korupcija, ampak bolj v podjetjih. Se pravi, oni sodelujejo z podjetji, ne delajo politično. To sem še pozabila dodati, zakaj se mi zdi ta njena izjava bolestna. Sicer je pol še dodala, da ona prejudicirala ne bo, dokler ne bo točno znano, kdo je to organiziral te prisluhe, ampak dajmo si reči, da je bil to res Janez Janša, dajmo reči, da je bil to res on. Potem, verjamem, vem, zakaj je to rekla in prav, v redu, naj bo, ampak meni se zdi hujši problem to, da je Robert Golob predsednik vlade, ker ima on več masa na glavi glede teh prisluhov. Tega ne razumem, kako ona lahko reče, ja, nekdo, ki je organiziral te prisluhe, ker hvala Bogu, da jih je. Hvala Bogu, da je to nekdo dokazal. In namesto, da bi bili hvaležni, veseli, namesto, da bi Nataša Pirc Musar rekla, glej, ki imamo razkrite močne dokaze oziroma dovolj dobre dokaze ali pa dovolj dobre smernice, kdo dela korupcijo, kdo je hinavc, kdo je lažnivc, kdo je manipulator, te je treba vse počistiti ven iz politike. Ne, njo zdaj skrbi, kdo je to naročil. Pa jaz to ne razumem. Pač meni to para živce.
Dajmo si zdaj pogledati tega Roberta Goloba. Robert Golob, za njega sem rekla, da bo imel ta cmok v grlu, da ga bo ful tiščala lula, da bo pod nekim pritiskom in na koncu se bo zrušil v neki sobi proč od javnosti. Torej, mi ne bomo imeli vpogleda v to, da se je on zrušil. Zdaj, kaj se je dogajalo v tem tednu? Ja, jaz mislim, da ga pritiskajo tej prisluhi in tej dokazi, ker se vse bolj razkriva, da so te dokazi malček bolj tako, no, niso bili verodostojni. Potem ga tišči tudi ta pritisk, kako sestaviti koalicijo, ker se vse bolj kaže, da bo imel s tem zelo, zelo velike težave. Tudi izogiba se novinarjem, noče se z njimi pogovarjati. Kar si ne upa pred kamerami, včeraj Robert Golob javnosti servira prek Instagrama. Sprejemamo odgovornost za to, da pripravimo predlog in osnutek koalicijskega sporazuma. Je pa uspešen pri tem, da to lepo zakriva in na svojem Instagramu objavlja take posnetke, kjer to laži njegove volivce, da bo ladja pristala v varnem pristanu. Zato mirne živce in pripeljali bomo to barko v varen pristan. Luka in Asta, za njiju je bilo videti neko črto in Asta je bila nekako iz sebe, Luka je bil v oporo in čutilo se je, da preko te črte ne smejo stopiti. Zdaj, tukaj je bilo tudi to, da, to je verjetno tudi z Golobom še povezano, kako ne, ker je rekel Janez, da naj se opravičita za to veleizdajo in zato, da sta v bistvu ga obtožila, da je on sodeloval z Izraelom, če ne bo tožil. In ona dva tega nista naredila, ne, niti Golob, niti Luka se niso opravičili. Celo Luka je rekel, kao, ja, lahko se dobiva na sodišču, pa se pogovoriva še o vaših korupcijah. Zdaj tle, kao Janša nekaj izbrisal, ne vem, ampak jaz bi rekla, da tle Luka je pač šel do te črte, ampak nisi upal nekako naprej. Potem Asta je nekje v enem intervjuju rekla, mislim, da za NSI, ki niso hoteli sodelovati z Golobom, da v bistvu tle kažejo v bistvu bolj sebe, ne, da bolj v bistvu prikazujejo sebe nekaj v tem kontekstu. Zoran Stevanović, za njega sem rekla, da bo na nek način da bo pod nekim, nekako bo spet tudi on pod nekim pritiskom, pa najrajši bi se zjokal, ampak hkrati se tako smeje. Zdaj, meni se zdi, da se mu smeje zato, ker je uspel se združiti z NSI trojčkom in z demokrati in oni zdaj kujejo tale svoj načrt oziroma delajo svoje zakone. Tle se mi zdi, da je dobil to neko svojo moč. Ampak kaj pa to, ko se bi najrajši izjokal, pa bi rekla, da je to? Se pravi, vdirajo v maile, sledijo telefonam, neprestano nadzorujejo in to lahko v tem momentu počne samo Sova ali pa je to operativna kombinacija policije. Se pravi, evo, tle imamo še en dokaz, oziroma to ni glih močen dokaz, ne, to je bolj sum, Zoran Stevanović sumi, da za vsem tem stoji Sova in pač ta policija, se pravi, tega ne moremo vzeti za dokaz, nekdo ga zasleduje, ampak je pa podobno rekel tudi Aleksandar Repić po tistemu, ko so mu naredili hišno preiskavo in mu vzeli vse te stvari, je rekel, da ve, da mu prisluškujejo. Se pravi, njemu prisluškuje točno tale Sova, pa pač ta NPU. Tako da je čisto možno, da Zoranu tudi tako prisluškuje Sova, ne. Tako da tle bi ta dokaz oziroma tale njegov zaključek se mi zdi dosti realen. In če je dejansko tudi res temu tako, je to samo še en dokaz, da Sovi ne moremo zaupati, da je Sova del te mafijske združbe. Tako da jaz mislim, da se mu tle nekako joče, ker je to nek pritisk, tako da mu zasledujejo, da mu sledijo, da mu prisluškujejo. Ne vem, no, bilo mi je zelo zanimivo to opazovati, definitivno bi lahko še več napisala, ampak za prihodnjič se bom pa jaz to provala malo bolj redno zapisovati, čeprav nimam zdaj spet toliko cajta, ampak bom se potrudila, da bom še bolj si vse izpisala, kar je pomembno. Tako da zdaj pa naredim napoved za prihodnji teden, ki bo objavljen v nedeljo in bomo videli, kako se bo tisti izšel. Čau!